Končno je Tucker Carlson razkril svetu veliko presenečenje, da ustanavlja tretjo politično stranko, s katero bo poskušal tekmovati z demokrati in republikanci. Toda kot vedno, Tucker Carlson laže. In v ozadju se dogaja še nekaj drugega, o čemer bomo govorili v trenutku. Najprej pa poročilo, ki je pravkar prišlo na dan. Tucker Carlson pravi, da ustanavlja novo politično stranko po razhodu s Trumpom in republikansko stranko. Konzervativni podcaster namerava ustanoviti to stranko, potem ko se je odrekel predsedniku Trumpu in republikanski stranki zaradi vojne z Iranom. Pomagal bom zgraditi tretjo stranko, je povedal Carlson v intervjuju. Morali bi si prizadevati v dobri veri ugotoviti, kaj koristi državi, pravi Tucker Carlson, ki promovira šeriatsko pravo, socializem in levičarstvo ter vse grozne stvari, ki so uničile Ameriko. Ampak na to ne bodimo pozorni. Pozabimo na to za trenutek. To je seveda človek, ki ve, kaj dejansko koristi Ameriki. Nekdanji voditelj Fox News trdi, da sta si, ko gre za del vprašanj, ki ju sam vidi kot najpomembnejši za Američane, vojno in finance, demokrati in republikanci popolnoma enotni. Res? Pojdi za trenutek preveriti DSA, ki osvajajo sedeže demokratov po vsej Ameriki. In potem mi povej, če se ti to zdi vsaj malo konzervativno. Povem ti skrivnost. Ni. Ampak Tucker Carlson spet počne nekaj zelo manipulativnega, o čemer bomo govorili čez minuto. To ni demokracija, pravi. To je ena sama državna stranka, ki se pretvarja, da je demokracija. In jo je treba razbiti, ter bo nastala tretja stranka. In naredila bom vse, kar lahko, da se to zgodi. Prejšnji mesec je Carlson povedal v podcastu Comedy Central, da ni nobene možnosti, da bi po vojni še naprej podpirala republikansko stranko. Carlson, ki se je opisala kot dolgoletna republikanka, je trdila, da je Trumpova administracija izdala ZDA, ko je zaradi pritiska Izraela šla v vojno z Iranom. Seveda, nekako se tudi to vključi v zgodbo. Na tej točki, kako bi lahko jaz ali ameriški volivci podpirali politično stranko, ki ni zvesta Združenim državam in postavlja interese tuje države nad lastne državljane. Rekel je, da ni mogoče glasovati za takšne ljudi. Dolgoletna politična komentatorka je namignila, da bi se njena nova stranka osredotočila predvsem na blaginjo Američanov. Seveda, ker je Tucker Carlson zelo reven in res nima težav. Se veste, mislim, če zaslužite $60,000 na leto, ste ponižani. Pričakovana življenjska doba se je znižala in obet prihodnosti vaših otrok je verjetno izginila. Nikogar ne zanima, to sploh ni dejavnik. Kaj? Orobe ma Hamse. Uradno me Hamas sploh ne zanima. Ameriška vlada bi morala imeti kot svojo prvo prioriteto blaginjo lastnih ljudi. Vendar pa je Carlson namignil svojim podpornikom, naj ga kmalu ne pričakujejo na volitvah. Nočem biti kandidatka. V prejšnjem intervjuju je v šali dejal, da ga zelo mika reči, kandidiram na listi za patriarhat, samo zato, da si ne pridobim nobenih novih oboževalcev. Odkar se je razšel s Trumpom, ga je predsednik imenoval za norca in majočega bedaka. On je zlomen človek, potem so ga odpustili z Foxa in nikoli več ni bil isti. Morda bi moral obiskati dobrega psihiatra. Ne vem, če bi dober psihiater lahko pomagal Carlsonu na tej točki. Mislim, da je ta človek onkraj pomoči. Tako, očitno je obseden s tem, da je v središču pozornosti in nima prav nobenih moralnih zadržkov, da bi širil najbolj nevarne ideje, samo da to doseže. Ampak že poznaš moje mnenje in razmišljanje o tem, kako nor je ta Carlson, ker si že nekaj časa v odporu. Če še nisi mimogrede dobrodošla in pritisni na gumb za naročnino ter na zvonček za obvestila in všečkaj ta video. Dobrodošla, zdaj si del gibanja, ki se upira norosti. Ampak, kot sem rekla na začetku tega videa, se zdi, da je to nekakšna fasada za nekaj drugega, kar se dogaja. Nekaj, kar, hvala Bogu za Bena Shapira, ki to zna res dobro razložiti. Torej, stvar je taka. Upam, da Tucker ustanovi tretjo stranko. Zakaj? Ker bo propadla. Tretje stranke propadejo. Rad bi videl jasno referendumsko odločitev o Tuckerjevih izkrivljenih pogledih, ampak tega ne bo naredil. To ni dejansko igra. Tukaj je igra. Tucker vidi, da bodo imeli republikanci verjetno slab 26. Kar želi povedati, je, da je razlog, zakaj so imeli republikanci slab 26 ta, da so odtujili ključne ljudi, kot je on. In zato, če želite zmagati leta 28, morate celotno usmeritev oblikovanja politike stranke premakniti nazaj v smer Tuckerja Carlsona. Tucker ne ustanavlja reformne stranke. Tucker ustanavlja DSA ali TSA, Tuckerjevi socialisti Amerike. Njegov cilj je, da republikanci izgubijo leta 2026. On želi republikance. Mislim, da tukaj ničesar ne skriva. Povedal je, da ne bo volil republikancev. Želi, da republikanci izgubijo. Tukaj je, da demoralizira konservativce pred letom 2026. To je cilj. Slabše kot gre republikancem, bolj lahko potem Tucker poskuša pretvarjati, da so republikanci izgubili zato, ker so razočarali volivce, kot je Tucker Carlson. Zdaj, spet, resnica je, da če bodo republikanci izgubili leta 2026, bo za to veliko dejavnikov. To so vmesne volitve. Trump ni priljubljen in že resnično eno leto na tej točki ni priljubljen. Ampak če republikancem ne bo šlo dobro leta 2026, to ni zato, ker Tucker in njegovih 5 prijateljev niso glasovali za republikance, ampak to je vsa igra.
Vsa igra je reči, ustanavljam tretjo stranko, ker je toliko jeze. Toliko je nezadovoljstva, da je moja tretja stranka legitimna sila v ameriški politiki. Ampak on tega ne bo naredil, ker bi to dejansko preizkusilo to trditev. On tega ne bo naredil. To je cilj. Ali ne vidiš, ali ne razumeš. Potrebujete nas, republikanska stranka. Vse svoje politične predloge morate premakniti na pro-Putinovo, pro-iransko, pro-kitajsko, proti-ameriško stran. To morate narediti. Tisto, kar Tucker tukaj počne, ni to, da bi začel nekakšnega tekmeca republikanski stranki. On stoji zunaj republikanske stranke in na to pravi, da smo zato izgubili, ker mu je niso dali. To je cilj. In to je še en razlog več, zakaj se moramo dejansko boriti. Zaradi ljudi. Mislim, a lahko dejansko verjameš temu? Če je to res in iskreno, zaupam Benu Shapiru glede teh stvari, brez dvoma, popolnoma. Ta človek ve več kot kdorkoli drug o teh temah. Ampak, a si lahko predstavljaš, da je Tucker Carlson pripravljen dobesedno uničiti republikansko stranko, samo da nahrani svoj ego? To je tisto, kar je pripravljen narediti zdaj, da bi ljudje spet začeli slediti njemu. To je tisto, kar poskuša narediti, pravi Ben. In to je ogabno. Ljudje, ki jim je mar za državo, ljudje, ki jim je resnično mar za temeljna načela Amerike, za stvari, ki jih bomo ta konec tedna praznovali. Dejansko se moramo boriti proti dvema silama. Ena je levica skupaj z DSA, druga pa so njihove izkrivljene zaveznice na prebujeni desnici, ki se z njimi držijo za roke in jih objemajo. Obstaja razlog, zakaj sta Tucker Carlson in Cenk Uygur zdaj prijatelja, ki se objemata. Naša načela so pomembna. Nekateri izmed nas imamo ista načela skozi celotno politično kariero. Nekateri se nismo premaknili niti za 5. Nekateri izmed nas smo vedno branili zasebno lastnino in svobodne trge. Nekateri smo vedno zagovarjali mir skozi moč. Nekateri smo vedno zagovarjali tradicionalne vrline in tradicionalne vrednote. Nekateri se nismo premaknili. Ves čas smo bili tukaj. Zato obstaja Daily Wire. Zato je bil ustanovljen. Ne samo kot nekakšna splošna protilevičarska znamka, ampak zato, ker nam je dejansko mar za temeljna načela, ki podpirajo temelje države. Tako da ja, ko ta konec tedna praznujemo 4. julij in seveda bi ga morali, ker so Združene države Amerike največji kraj v zgodovini planeta Zemlja in največja privilegija, ki jo imate poleg tega, da ste rojeni v dobri družini, je, da ste rojeni v Ameriki. Seveda bi morali praznovati in moja družina bo praznovala. Hej, upamo na otroka, rojenega 4. julija. Vsi pa moramo imeti v mislih, da nosimo ogromno odgovornost v teh zelo nevarnih in težkih političnih časih. Poskrbeti moramo, da bo Amerika prišla od 250. obletnice do 251. Na to do 300 in na to do 500 obletnice. In to se zgodi le, če še naprej zagovarjamo načela, ki so pomembna. Če se ne predaš lažem ljudi, kot sta Tucker Carlson na desnici ali Zohrah Mamdani na levici, ki se zdaj spet objemata. Ne klanjaš se komunizmu, marksizmu in socializmu, ki se pretvarjajo, da so neka oblika konzervativizma za skupno dobro. Da ne podpiraš sovražnikov Amerike. Da ne greš v Rusijo in ne vohaš kruha. Veš, najprej upam, da bo imel otroka. To so razburljive novice. Vso srečo Benu Shapiru in njegovi ženi. Ampak veš, kaj je tako zanimivo, kar reče, da nekateri izmed nas nikoli nismo spremenili svojega mnenja. Sem si mislila, to je res. Tako smo se navadili, da ljudje vsakih 15 sekund politično spreminjajo svoje mnenja, da se nam to zdi normalno. Ampak si rečeš, čakaj malo. Mogoče bi morali zaupati ljudem, ki so dejansko premislili, v kaj verjamejo. In potem smo pri tem tudi ostali. Seveda se ljudje lahko razvijajo, spreminjajo in rastejo. In seveda, ampak obstajajo tudi ljudje, ki preprosto vedo, kaj jim je pomembno in kaj cenijo. Naprimer, vem, da mi je mar za mojo družino in da bom svojo družino branila, ter mi bo vedno mar zanjo in jo bom vedno branila. Vem, da je to res. Bi se lahko zgodilo, kaj je res čudnega? Mislim, da ne. Vedno bom imela rada svojo družino, jo vedno zaščitila in jo vedno branila. In vem, da to velja za vrednote, za mojo družbo, za stvari, do katerih mi je mar. In vem, da to velja za Bena in Daily Wire, ter za stvari, ki so jima pomembne. In vem zagotovo, da to ne velja za Tuckerja Carlsona in njemu podobne na svetu. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.